delavcev Nove Slovenije kot organizacijska enota znotraj stranke povezuje delavce z namenom sodelovanja in soodločanja pri oblikovanju delavske in vse socialne politike, ki naj bi bila delavcem in družinam prijazna politika. Ta politika mora temeljiti na vrednotah krščanskega socialnega nauka. In oblikovanje te delavske politike ni samo sprejemanje delovnopravne zakonodaje, ampak na področje delavstva posega tudi vsa družinska in socialna zakonodaja ter vsa zakonodaja, ki se tiče posameznika delavca. Toda ali se v naši državi res sprejemajo zakoni, ki bi temeljili na vrednotah krščanske demokracije in bi bili prijazni do delavcev? Mislim, da je odgovor jasen, to je ne. To lahko ugotovimo že, če pogledamo samo predlog trenutno najbolj vročega zakona, to je zakona o davku na nepremičnine. Osebno sicer menim, da je prav, da se sprejme zakonodaja, ki bo uredila to področje. Vendar ob prebiranju tega zakona lahko kaj hitro ugotovimo, da trenutni predlog ni prijazen do družin in tako tudi ne do delavcev. S sprejetjem takega zakona se bodo še skrčili družinski proračuni, ki se tako ali tako v zadnjem obdobju že intenzivno znižujejo. Predlog Nove Slovenije, da se za odmero davka nujno upošteva tudi število otrok v družini, je osnova za to, da bo obdavčitev narejena pravično. Drage članice in spoštovani člani, ko se pogovarjam s člani naše stranke in z raznimi drugimi ljudmi, vse bolj ugotavljam, da bi bilo v Sloveniji najprej potrebno veliko narediti na področju izobraževanja delavcev, saj je pretekli sistem pustil posledice, ter v prihodnosti ustanoviti sindikat, ki bi temeljil na krščansko-demokratskih temeljih, kot je to povsem običajno v evropskih državah z razvitimi demokracijami. Spoštovani, področje delavske in socialne politike je zelo široko in zahtevno. Čas je za intenzivno in odgovorno delo, saj smo v času negotovih razmer, ki jih moramo skupaj prebroditi delavci in delodajalci. Socialni dialog je še posebej pomemben. Povabljeni vsi, ki želite in imate voljo sodelovati pri delu našega združenja. Hvala in lep dan še naprej.